No, protesti su po mojem legitimni. Glede na dano situacijo in na zaostajanje gospodarske rasti, s tem povečevanje brezposelnosti, padanje standarda in tudi nekateri elementi rušenja socialne države so tudi potrebni. Ampak ključni problem ni samo protesti. Ključni problem je, kaj po protestih. In takrat bi bilo zelo smotrno in smiselno, da se vsi akteri slovenske politike in pa sindikati, delodajalci ostali usedejo, dogovorijo, kaj bi naj delali vnaprej in kako naj bi delali in potem naj postavimo cilj, da bi stvari razreševali, ker na konfliktu ni nobena stvar rešena. Tej protesti zagotovo niso zadnji, kakor tudi niso prvi, mislim pa, da so pomembni, ker se je nakopičilo ogromno nerešenih zadev in je potrebna neka izmenjava mnenj na osnovni, srednji, najvišji ravni, zakaj sploh gre in kam želimo. Vse to je vedno igra med institucionalnimi rešitvami in med nekim latentnim nasiljem, ki ga mora politika slišati, da ga preobrazi v en kulturen dialog, ker če bi stalno prevladovala samo ulica, bi bilo pa tudi preveč naporno. Vsake protesti so legitimni, so pravica neke družbene skupine. Ali so potrebni, ne vem, zdi se mi, da če gre za kazanje mišic, političnih mišic, potem niso potrebni. Upam, da bo tudi sporočilo v pogajanja prišlo za trg dela, da ohranjanje delovnih mest ne pomeni ohranjanje tistih delovnih mest, ki so in so stabilna, ampak da bodo omogočili v pogajanjih tudi nova delovna mesta na ta način, da delodajalce ne bo strah zaposlovanja. Tako da je pa to del demokratične kulture in ne vidim kakšnega razloga, da bi to bilo nelegitimno ali nesprejemljivo. Jaz organizatorjem želim samo mirne in konstruktivne proteste, pa lepo vreme tudi.